Vsaka oseba v tvojem življenju mora biti točno takšna, kot je, zato nikogar ne spreminjajmo. Ampak namesto tega poglejmo, kaj meni ta oseba daje, na kateri moj gumb pritisne, kaj se lahko naučim, tudi kje me rani. Zato, ker to, da gremo spreminjati ljudi, v bistvu nič ne naredimo, ne. Jaz sem enem mojem bivšem fantu rekla, poglej, ti mene premalokrat pokličeš, ne. Pa ko greš v tujino, pa to, ti moraš meni skozi SMS-e pošiljati. Pač jaz to rabim, ne. On je živel svoje poslanstvo, ne. Jaz sem mu pa težila, ne, on meni SMS-e pošilja. In je res začel to delati, ne. In potem sem rekla, lej, zdaj pa tako, ne, vse v redu, ti zdaj meni večkrat SMS pošljaš, ne moreš mi sam živja reči, a imaš dober dan, daj kaj povej, a ne. In je začel pisati dolge SMS-e, kaj vse se mu dogaja. In je to nekaj časa trajalo, ne. Pa me pa vpraša prav, a si zdaj zadovoljna? Pa sem rekla, ne. Rekel, no, kaj bi pa zdaj še rada? Sem rekla, nehaj to delati. Ja, kaj zdaj, a ne, a se boš odločila, ne. Jaz bi sam rad, da si srečna, ne. Ampak jaz sem v tistem času že dojela, da ni fora, da jaz njega natreniram kot kužka, da on meni dostavlja to, kar jaz mislim, da rabim. Ampak da moram v bistvu sprejeti to, kar on meni da, zato ker takrat, ko pa me pokliče, takrat mi pa da celo svojo pozornost. Ko me pa ne pokliče, pa vem, da se ima fajn in da se mu dogaja in da živi svoje poslanstvo. In sem mu rekla, ne, zdaj mi pa ne pisati SMS-ov. In je bil najprej malo zmeden. A ja, ali ne, a to je zdaj sam tisti test, ki moram jaz tako reči, ne, saj ti bom, ne, kaj ne zdaj naredim. Revež. No, pa sva se pol zmenila, da naj pošlje SMS, ko začuti. In to je najboljš. In dejansko sem spoznala, da če jaz osebo natreniram, kaj jaz rabim in kako naj meni ugaja, ta oseba pač me ima rada, a ne, in velikokrat tudi mi smo ta oseba, ki nam drugi reče, daj rajš to tako pa tako naredi, bom jaz bolj srečen. Ampak kaj naredimo? Zgubimo sebe, ko to naredimo. In jaz sem rabila to, da on ni bil odziven. Zakaj? Ker je on zdravil mojo nesigurnost. Zakaj sem jaz hotela, da on meni SMS-e pošilja? Ja, da skozi vem, kaj se z njim dogaja. Kontrola, ne, glavna stvar tjašinga življenja. In ko je on dejansko meni ni pošiljal, sem bila jaz skozi, kaj se zdaj dogaja, kako zdaj, so se mi filmčki v glavi vrteli. In sem mojo nesigurnost hotela rešiti na način, da sem njega spreminjala, ampak to ni dolgoročna rešitev. Nesigurnost je bila še vedno tam, ne glede na to, koliko SMS-ov je on meni poklical, pa on me pa premalokrat poklical, a ne. Če mi je pisal, je bilo okej, pa mi je premalokrat poklical in sem bila zelo težka. Še zdaj, ko nazaj pomislim, si rečem, ojoj, Tjaša, ne. Ampak to je bilo takrat moje zavedanje okrog odnosov. In ko sem se jaz poglobila vase, sem ugotovila, da sem nesigurna, da ne zaupam. In sem začela ta del sebe zdraviti. In ko sem začela ta del sebe zdraviti in si dajati ljubezen in si dovolj, da sem pač ranljiva in vsake toliko časa v paniki, ne. Kar se je zgodilo, je to, da ker sem se ukvarjala z mojo rano, ne z njim, se je najin odnos izboljšal. In tako kot pri nama zanjo, ona je nehala pozabljati stvari, ko sem se jaz umirila, je bilo isto tukaj. Ko sem se jaz umirila in sem postala bolj zaupljiva, mi je bilo čisto vseeno, a bo on poslal, a ne bo poslal. Ker sem bila jaz v redu. In včasih, ko osvojimo lekcijo, se oseba spremeni. Enostavno neha pritiskati na to. Včasih pa še vedno to dela, ampak nas več ne premakne. A razumemo to? In
Seveda ni bil on edini, ki je pritisnil na mojo nesigurnost, pa je še cela četica jih prišla, ki so na isto tipko pritisnili. Zakaj? Zato, ker je to ena od mojih nalog v tem življenju, da zaupam moškemu. In vsaka oseba, ki pride v tvoje življenje po premici, kot smo rekli, je dejansko tja poslana in skupaj rastemo. In če se mi ne izrazimo in če se mi ne pogovarjamo, dokler jaz njemu nisem povedala, poglej, jaz sem nesigurna, jaz ne zaupam, dokler jaz njemu tega nisem povedala, jaz nisem mogla zdraviti začeti te moje rane. In v bistvu mi pa vsak v svoji zgodbi, vsak v svoji bolečini in ne povemo ljudem, ki so nam najbližje, in ne povemo, kako je neka stvar za nas, logično, da se potem znajdemo na razpotju, ko vsak v svojo stran vleče. In ko boš naslednjič na razpotju, namesto da se skregaš, si raje vzami čas zase malo, da se vprašaš, na katero mojo rano je to zdaj pritisnilo. In pridi pred osebo in ji povej. Ni važno, a bo ona to razumela ali ne bo, gre zate. Zato, da ti prepoznaš, kaj se s tabo dogaja. In ko smo najbolj ranljivi, se največje zdravljenje dogaja. Ko smo ven iz ega. In tja gremo. Pač ego bo ves čas del našega obstoja, ker pač obstajamo na planetu Zemlja, ker to pride v paketu zraven, ampak skupaj, v bistvu kot kolektivno, kar opažam v zadnjih letih je, da se dvigujemo ven iz tega, biti najboljši oziroma imeti najbolj prav. Ker na koncu je bolj pomembno, da si z osebo povezan, čeprav ima drugačno zavedanje, kot da si ločen in sediš na svojem štoru, ker ti nič ne pomaga. Kakšen škrat bo edino meni prišel, ampak to je to.